Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Lep pozdrav, danes se mi je pridružil Lev Prislan. Lev Prislan, ki je direktor poslovne analitike in razvoja poslovanja na GenIU. Lev, lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala najprej, da ste prišli na našo serijo videoposnetkov, kjer spremljamo, kaj slovenska in tuja podjetja delajo na področju umetne inteligence, kako jo uporabljajo in pokažemo kakšne praktične primere za to, da se lahko tudi drugi naučijo in vidijo, kako lahko te stvari počnemo. Če začnemo čisto na začetku, saj GenIja verjetno skoraj da v Sloveniji ni treba predstavljati, ampak vseeno, kaj delate kot podjetje in kaj je vaša služba kot direktorja poslovne analitike in razvoja poslovanja? Ja, hvala za povabilo. Zdaj, GenI je v bistvu energetska firma. Naše aktivnosti zajemajo v primarnem delu 3 stebre delovanja. Najbolj smo aktivni na področju trgovanja z energenti, kjer imamo razvejano mrežo predstavništev in trgujemo na borzah od v bistvu severa do juga Evrope, od vzhoda do zahoda Evrope. In to je v bistvu naša začetna aktivnost, katero smo se uveljavili. Zdaj nekje 15 let nazaj pa smo se tudi vzpostavili kot dobavitelj električne energije. Smo največji dobavitelj elektrike v Sloveniji. Aktivni smo tudi na tujih trgih, dobavljamo tudi zemeljski plin. In v bistvu pa tretji steber delovanja, ki pa je neko naše stanje, v katerega želimo čim več investirati v bodoče, pa v bistvu ves ta napredni del energetike, od zelene transformacije, sončne elektrarne in v bistvu vsa povezava skupaj, zato da dobimo neke pametne energetske rešitve. Tako da jaz v bistvu kot direktor poslovne analitike in razvoja poslovanja v bistvu pokrivam analitsko podporo, predvsem za del prodaje in inovacij. Tako da v bistvu smo tukaj aktivni pri tem, da pač podpiramo tako posel, kot tudi smo močno prisotni pri razvoju novih produktov, poslovnih modelov in tako naprej. Kako človek postane direktor poslovne analitike? Moje vprašanje gre bolj v smisel, vidim recimo, da GenI kot takšen sodelujete tudi z Fakulteto za matematiko in fiziko, da tam poskušate privabiti študente kot verjetno neko prvo zaposlitev pri vas. Je to tista izobraževalna pot, ki tlakuje takšno poslovno pot, ali kako človek to naredi? Ja, jaz sem v bistvu, moja izobrazba je iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, sem magister finančne matematike. In v bistvu sem začel na GenIju dobrih 12 let nazaj kot analitik in potem v bistvu s časoma napredoval neke bolj vodstvene vloge. Tako da gotovo je to ena izmed poti ali pa izobrazb, kako se lahko pride do take pozicije. Gotovo je študij tako matematike kot finančne matematike zelo primeren za v bistvu delo v analitiki. Imamo pa tudi med analitiki tudi številne druge profile, od inženirjev elektrotehnike, fizikov, tudi strojnikov, gradbenikov, pa tudi recimo iz ekonomske fakultete, družboslovna informatika in podobno. V bistvu bolj kot neka sama izobrazba je pomembno, koliko pašeš v neko kulturo GenIja pri nas, ki pa je predvsem taka, da se radi učimo, skozi napredujemo, smo tudi kot podjetje neprestano vedno rasli, tako da iščemo predvsem ljudi, ki radi preizkusijo nove stvari. In če te to motivira, je potem GenI ustrezno okolje zate. To se tudi po mojih krogih govori, da na GenIju je ta neka interno izobraževanje ali pa spodbujanje k razumevanju analitskega dela, pa potem neki ta prehod, da je to nekaj, kar vedno spodbujate. Se ne vem, če je to vprašanje, ampak očitno to dobro delate, ker
Zanimivo v resnici, ne, mi vas vsi poznamo kot dobavitelja elektrike nam, ljudem, hišam pa v blokih, slišalo se pa je iz osnovne predstavitve, da je v resnici ta del kupovanja elektrike na veliko na borzah večji del ali pa zagotovo pa osnovni del, iz katerega ste se razvili. To se tudi sliši, da je verjetno to področje, kjer je umetna inteligenca najbolj uporabljana ali pa najbolj zahtevana. Veliki podatki, velike količine in potem seveda tudi neke odločitve na podlagi teh informacij, ki nam jih lahko umetna inteligenca da. Nam lahko zdaj opišete, kaj tukaj uporabljate, na kakšen način uporabljate, pa kakšni so neki rezultati recimo iz tega? Ja, gotovo je trgovanje eno področje, kjer je uporaba naprednih metod analitika, umetne inteligence zelo intenzivno. In v resnici je to področje pač energetike v bistvu bilo tako, da že od začetka je bilo treba začeti z analitiko, delo s podatki, ker v bistvu s tem, da če si želel recimo zaslužiti pri trgovanju, si mogel znati oceniti, kakšne bo cene po različnih državah, kar pomeni, da si mogel imeti polno nekih fundamentalnih podatkov, odjem, vreme in tako naprej. In v bistvu smo mi začeli delati razne napovedne modele že desetletja nazaj. Najprej so bili to v bistvu osnovni modeli, neke linearne regresije in tako naprej. Z napredovanjem metod pa v bistvu se tudi veča kompleksnost teh modelov, ne. Tako da gremo proti cloudu recimo, ki omogoča večjo moč izračunov, ko je to potrebno, in seveda tudi spremljamo razvoj vseh novih algoritmov, da smo potem lahko boljši pri napredovanju. Tako da je to področje gotovo zelo intenzivno in nudi veliko možnosti tudi za uporabo novih metod. Je pa v resnici tako, da tudi ostala področja, predvsem recimo ta neka zeleni prehod ali pa nek ta del energetike, tudi nosi za sabo dosti potreb po naprednih metodah, ne, ker zdaj, če recimo premislimo, doma imamo zdaj večinsko vsi že pametne števce, je teh podatkov veliko in iz teh podatkov se da marsikaj analizirati in ugotoviti. Tako da tudi to bo eno zanimivo področje uporabe, ne, kako izboljšati naš posel, kako izboljšati stvari, da bomo lahko iz teh podatkov nekaj pametnega naredili. Kaj je tisti najbolj napredni model ali pa najbolj napredni sistem analize, ki ga imate, s katerim se najraje pohvalite? Ja, zdaj malo moram paziti, kaj lahko povem in kaj ne. Seveda. Ampak recimo ena izmed zanimivih stvari, ki smo jih delali, je bila gotovo, da smo imeli en izziv v eni izmed balkanskih držav, kjer ni bilo po regulativi potrebno vseh javnih podatkov objavljati, ne, ker drugače energetika je precej striktna, moraš objaviti izpade elektrarn in tako naprej po nekih jasnih principih. Tam pa pač teh podatkov ni bilo in v bistvu bi nam pa zelo koristili podatki o stanju nekega v bistvu zadrževalnika vode. In smo to celo včasih reševali tako, da smo imeli enega predstavnika, ki je šel tja pa pogledal, kakšen je nivo jezera. Potem smo prišli do druge ideje, to je bilo že, mislim, 3-4 leta nazaj, da bi uporabili satelitske slike. In preko satelitskih slik ugotovili nivo tega jezera in smo v bistvu z uporabo nekih tudi ostalih orodij javnih v bistvu prišli do neke zgodovine, se pravi slika jezera in koliko je višina rezervoarja, in iz tega ven naredili v bistvu potem napovedni model, da v bodoče samo uporabo, se pravi satelitsko sliko, in iz tega ven je prišla pomembna informacija za analitike in trgovce, kaj lahko pričakujejo glede proizvodnje v tisti državi. Ko se pogovarjamo o umetni inteligenci, se vedno postavlja neko to vprašanje, koliko ljudi smo lahko zaradi tega ne odpustili, ampak prestavili na druge pozicije ali pa se lahko zaradi tega posvetijo nekim drugim delom. Torej, na kakšen način smo izboljšali poslovanje. Zdaj, verjamem, da glede na to, da več kot 10 let vi to znotraj podjetja že uporabljate, je težko reči, 20% bolj učinkoviti smo zaradi teh stvari, ki jih imamo.
pa vseeno, a imate kakšne metrike znotraj podjetja, kjer bi lahko rekli, to nam je pomagalo v tolikšnem delu, ali je to na koncu koncev mi kot trgovec na borzi ne bi mogli delati zaradi tega, ker brez tega sploh ne more več obstajati? Ja, vsega malo mogoče. Tudi zato, zakaj je tudi težko izmeriti, je še en argument mogoče, da v bistvu je tudi toliko novih podatkov na voljo, da jih v vsakem primeru moraš skozi razvijati modele in stvari optimizirati. In v bistvu, če ne bi imel nekih naprednejših metod, algoritmov, ne bi mogel sploh izvajati vsega tega, kar se potrebuje. Tako da ja, je res gotovo, da se skozi vlagamo v digitalizacijo analitiko in se vedno pač neke najbolj osnovne opravila skušamo avtomatizirati. In potem, ko je to avtomatizirano, je pač tako jasno, da zdaj pa treba naslednji korak narediti. Tako da mi nikoli nismo optimizirali števila zaposlenih, smo tudi imeli v bistvu v celotni zgodovini praktično rast števila analitikov, tudi ostalih zaposlenih, ker je bilo tudi, vedno smo imeli toliko še možnosti, kako izboljšati. In tudi to, po moje, bo v splošnem pot naprej, nam ne bo umetna inteligenca vzela služb, ampak predvsem prerasporedila aktivnosti drugam. Ker toliko, kot se umetna inteligenca ti nekaj poenostavi, hkrati pa so s tem neka nova priložnost, kaj lahko narediš. In potem v bistvu preusmeriš aktivnosti drugam. Tako so včasih rekli, računalniki tudi niso vzeli služb, samo na drugačen način smo jih uporabljali. Znotraj Genija pa ste imeli tudi projekt, kjer ste poskušali uporabljati ChatGPT, torej implementirali ChatGPT za oddelek za pomoč uporabnikom. Lahko poveste več o tem? Ja, zdaj tako, to je bilo pred v bistvu poletjem, oziroma že nekaj začetek spomladi, ko se začelo res veliko govoriti o ChatGPT-ju, ali pa GPT-ju. In takrat je tudi pri nas prišla ideja, da bi pa nekaj želeli tudi mi tukaj preizkusiti, se naučiti, videti uporabno vrednost. In smo pa razmislili, kje bi bilo najbolj primerno področje za ga potestirati. Zdaj seveda so bile najprej tudi ideje, da bi kar avtomatizirali recimo odgovore našim strankam, ko pišejo mail in tako naprej. Ampak to v prvi fazi ni bilo dopustno, ker nam je seveda pomembna kvaliteta naših storitev. Tako da smo pa prišli do drugega predloga, namreč ta del onboardinga zaposlenih, ki je bil omenjen, da se trudimo res izboljšati način, kako zaposleni dobijo znanje. Je prišlo kar nekaj, ne bom rekel zdaj kritik, ampak pripomb, da imamo polno nekih pravilnikov, da se ti lahko spreminjajo, da neke neformalne načini obnašanja niso znani, pa da tudi energetika kompleksna, da niso poznana vsi strokovni pojmi, vsa znanja. In so pa prišli do ideje, da bi v bistvu zgradili naše interno orodje po vzoru ChatGPT, bi bil to ChatGeni, ki bi v bistvu predvsem črpal iz te baze vseh naših internih znanj pravilnikov in nudil uporabnikom olajšan dostop do informacij. In to je v bistvu bil narejen prototip že pred poletjem. Potem so se aktivnosti tam malo zaustavile, zdaj pa v naslednjih tednih, jaz računam, da bo to objavljeno vsem zaposlenim v podjetju, so mogli vmes še rešiti neke varnostne izzive in tako naprej. Ampak se je v bistvu izkazalo kot precej dober use case uporabe, je uporabna vrednost je precej visoka. Tisto, kar je pa tudi pomembno, je šlo za en tak R&D prototip, kjer smo tudi investirali v to, da smo se nekaj naučili. Tako da je bil kar zanimiv primer uporabe in v bistvu se že veselim, kdaj bo to objavljeno in bo vse omogočeno podjetju. Super. Kaj pa filtriranje vhodne pošte in kategorizacija? Tako, ta del pa je bil lažji začeti z njim, kar se tiče dela za službo, za stiki z odjemalci, ker zdaj seveda ne želimo avtomatsko delati odgovorov strankam, nismo 100% prepričani, kako bi algoritem deloval. Smo si pa tudi interno upali narediti optimizacijo enega izmed internih korakov. In to je pač pri nas, ko pride e-mail, in teh je kar veliko vsak dan, mora ena oseba najprej določiti, kdo je odgovoren za ta mail. Ker stranke pač lahko sprašujejo
ali imamo akcijski cenik, lahko reklamira račun, lahko javlja števčno stanje, tega zdaj sicer vse manj. In pa za vsako področje je neka druga oseba odgovorna, da da odgovor. In v bistvu pred časom je bila ena oseba zaposlena samo s tem, da je vsak dan klasificirala ta sporočila in določila, kdo mora na njih odgovoriti. Sreča predvsem v tem je bila, da smo dobili veliko količino mailov in da smo imeli veliko bazo zgodovine delovanja te klasifikacije ročne in smo potem tukaj pa si drznili narediti algoritem, ki je v bistvu na osnovi teksta v sporočilu določil, kdo je ustrezen za odgovoriti na nek e-mail. Pač lepota tega je tudi bila, da tudi če algoritem naredil napako, v bistvu stranka ni tega opazila, ker je tisti napačna oseba, ki je dobila za odgovoriti mail, je rekla, to ni zame. In smo se iz tega lahko naučili, tudi iz napak ven neprestane izboljševali naš algoritem. Tako da je bil zanimiv prvi primer, kaj lahko tudi okoli stika s strankami delamo. In iz tukaj ven se je tudi odprlo novo polje tudi potem kasnejšega sodelovanja. Če smo že videli, kako stvar na enem delu deluje, pa mogoče lahko tudi začnemo nekje predlagati odgovor strankam. Ne da ga še avtomatsko pošlje odgovor, ampak da pomaga agentu, da ima že neke stvari, podatke predpripravljene. Torej, to so vse ideje, s katerimi nameravamo nadaljevati. Je pa v tem primeru bilo res pomembno, da smo korak za korakom se tega izziva lotili. Verjetno je treba tudi interno, tudi drugim, ne samo znotraj vašega oddelka, ker si predstavljam, da je podpora takšnim idejam širša. Tudi interno je treba te stvari prodati, pa je neka premikanje po korakih verjetno tu ravno pomembno, da pokažemo, da je varno, da pravilno deluje, da ne bomo eksplodirali. Če ne drugače, ravno kar je v Ameriki bila sodba izrečena, kjer mora letalska družba za napato chatbota na podlagi GPT-ja odgovarjati in plačati, ne glede na to, da je chatbot narobe odgovoril. Koliko je to interno problematično, pa na kak način to delamo? Ja, take stvari so iz vsaj dveh razlogov lahko pride do odpora. Kolikor jaz vidim, eno je strah pred nerazumevanjem. Kot vedno, ko pride nekaj novega, pa ko nek poslovni nosilec ne razume, kaj to dela, je pogosto prvi odziv strah in s tem zavračanje. Ne razumeš, kaj to je, nočeš tvegati in je odpor. In v takih primerih v bistvu je to, po mojem mnenju, najboljše reševati s tem, da pač veliko časa vlagaš v to, da tudi poslovni uporabniki razumejo ozadje. Se pravi, da razumejo, ne bom rekel algoritem v osnovi, ampak da razumejo shemo. Zdaj pa bomo to avtomatizirali, tako bo narejeno, pa bomo postopoma, pa boš videl rezultate, boš imel možnost vplivanja in tako naprej. In potem, ko on razume, večina ljudi, ko vidijo, da stvar dela, če so pozitivno naravnani, bo tudi potem sami propagirali stvari naprej. In to je tisto, kar je pol najlepše. Da potem, recimo, vodja klicnega centra, pa kakorkoli, da je on tisti, ki želi, da se še nadgradi algoritem, da se še nekaj doda in tako dalje. Druga stvar pa je pol tudi mogoče strah, kaj bo to pomenilo za, ne vem, zaposlene, ali bo treba tudi nekoga, potem nekoga ne bomo več rabili, če bo nek algoritem nekaj rešil. In tle tudi treba to pač iskreno nasloviti in da to naprej vedeti, če nekdo potem zaposlenih mu ne bo treba več te pošte klasificirati, bo lahko nekaj drugega počel in bo s tem izboljšal kvaliteto storitev do strani. In pol na ta način odpor s časoma se premakne, ga prebiješ in uspeš iti naprej. Na kakšen način pa ChatGPT znotraj GEN-I-ja v vsakodnevno delo inkorporirate, uporabljate ChatGPT, uporabljate Copilota, je to nekaj, kar spodbujate, imate izobraževanja ali to prepuščate bolj posameznikom? Ja, zdaj tako v prvi fazi smo namenoma malo prepustili da nismo nič omejevali, da smo tudi vedeli, kaj se bo uporabljalo, kaj se ne bo. Pol pa smo hitro videli, da vse neke okvirne smernice je smiselno dati. Predvsem tisto iz stališča varnosti, da ne bi neki dokumenti se širili vzven in tako naprej. Tako da zdaj trenutno je tista ena izmed rešitev, ki vidimo, da to dobro rešuje, v bistvu ta Enterprise Edition,
kako je že Bing, tisto preko Binga, imamo glavnem. Office 365 pa tam prek Copilot. Tako, preko Copilota. Okay. Tisto ravno dobro rešuje ta del. Tako da tukaj to vidimo zdaj kot trenutno smer, kam zaposlene preusmeriti. Bo pa potrebno še dodati gotovo neke tudi smernice, kaj pa dobro deluje in kaj ne. Recimo ne samo, da prepovedujemo, ampak da rečemo, za take pa take primere to uporabno in da se hkrati dela neko bazo znanja, ki se širi potem. Da tudi idealno nekdo, ki dobi neko idejo, kako nekaj dobro deluje, da to lahko deli z ostalimi brez nekega strahu. Tako da tukaj bomo ustanovili neke skupine, neke kanale, da se bo te izkušnje izmenjevali. Super. Če gledamo analize o tem, kako bo generativna umetna inteligenca pa sam ChatGPT vplivala na vsakodnevno delo, se te analize zelo razlikujejo. Tam od 0 do 80% delovnih mest bo umetna inteligenca zamenjala. Kje na to skalo med 0 do 80% pristanete vi, pa na kakšen način, se vem, da je ful nehvaležno vprašanje pri teh stvarih, ampak kako bomo čez eno leto te stvari uporabljali? Pa kako se bo delovno mesto vaše spremenilo čez eno leto zaradi teh orodij? Ja, kar se tiče zdaj konkretno mojega delovnega mesta, mislim, nekih zelo velikih sprememb ne bo, razen da pričakujem pri sebi še nek možnost nekega dodatnega dviga produktivnosti zaradi uporabe lahko teh metod, predvsem pri nekih, zapisov nekih tekstov, ali pa neke pomoči pri brainstormingu in nekih takih stvareh. V splošnem, pa recimo, kar se tiče analitike, jaz v tem trenutku nekih zelo velikih sprememb ne vidim, da bi se čez eno leto nekaj bistveno spremenilo. Sigurno bodo te tehnologije še naprej doživljale zelo velik razmah, ampak ne bojo pa se stvari obrnili na glavo. Tako jaz pričakujem, pač še vedno v samem konceptu bo stvari vsaj kratkoročno precej podobne, se pravi, boš mogel imeti tudi nekega analitika, ki bo model spremljal, analiziral in tako naprej. Bo pa na več kosih možna neka optimizacija aktivnosti, izboljšanje kvalitete dela in tako naprej. Verjetno pa. Mogoče v nekih drugih področjih ali pa pri drugih poklicih bo mogoče spremembe lahko večje. Jaz tukaj pri nas pa še v tem trenutku ne vidim, da je bilo prav veliko novega. Si kaj spremljal, OpenAI je pred kratkim dal ven Sora, model za generiranje videoposnetkov, kjer neverjetne stvari v resnici. Spet je OpenAI naredil nekaj, kar so že s ChatGPT-jem naredili, v resnici nihče ni pričakoval, kar bo prišlo ven, pa je zdaj to res izjemno. Se ne vem, kaj je tu vprašanje, ampak ne vem, kaj je tu vprašanje. Spremljaš, se zabavaš ob posnetkih kužkov, ki delajo podcaste v gorah? Ja, sem spremljal, da je šlo ven, je bilo tudi zame kar veliko presenečenje, ko sem videl, kaj me uspelo narediti. Sicer sem spremljal tiste posnetke, ki so jih že v bistvu sami dali zraven. In glede na napis, ki je bil, kaj je bilo navodilo Sori, je kar impresivno, kaj je prišlo ven. Tako da iz tega ven se odpira polno nekih možnosti tudi za neko kreativo, jaz vidim. Ti res lahko tudi algoritem, tukaj umetna inteligenca, da kar nekaj svežih idej. Mene je to najbolj presenetilo, ker res je impresivno, detaljno, ampak tudi sveže deluje vse. In tako se mi zdi, ravno to je meni bilo najbolj impresivno, da koliko v bistvu nekih nepovezanih stvari lahko združi v neko celoto, ki deluje smiselna. In ravno ta povezava nekih idej, in to je lahko tudi prednost teh algoritmov.
Absolutno, ja, saj ravno, ne, neke brainstormiranje pa prinašanje idej, ne, ravno tudi, če ni vedno, pa verjetno na vseh modelih, tudi če niso na modelih generativnih, če niso podrobnosti, tudi če niso podrobnosti 100% narejene ideje, pa kaj je skupaj zloženo, pa kako lahko to potem naprej uporabiš, tukaj zna biti verjetno največja dodana vrednost. Tako je. Leo Prislan, direktor poslovne analitike in razvoja poslovanja na GEN-I-ju. Hvala lepa. Če bi se ljudje radi pogovarjali o umetni inteligenci in GEN-I-ju, kako to naredijo? Mi vedno iščemo sveže, nadobudne kandidate, profile analitske, IT tudi, se pravi tudi iz drugih profilov, če bi ljudje. Tako da ja, glede na to, da sem jaz danes tukaj govoril, se lahko obrne tudi name, se pravi leo.prislan@geni.si je moj kontakt, ali pa na LinkedInu me lahko poiščejo, bom z veseljem odgovoril na kakšno vprašanje, ali pa tudi slišal kakšno zanimivo idejo, če ima kdo od njih. Tako da ne samo za zaposlitev, tudi če bi želeli o čem drugem se pogovarjati, z veseljem prisluhnem, tako kot se tudi danes v bistvu z veseljem odzval temu intervjuju. Hvala za vabilo. Hvala lepa, pa se vidimo še kdaj drugič. Lep pozdrav. Z veseljem, hvala.